Je to tišina pred nevihto? Po dneh neprestanih napadov je bojišče nenadoma utihnilo. Zatišje prihaja le nekaj dni potem, ko je Washington opozoril Izrael, naj se pripravi na večjo razširitev ofenzive proti Iranu. In zdaj so Hutiji odprli še eno fronto z napadom na Saudsko Arabijo, zaradi česar se ta kratka tišina zdi manj kot mir in bolj kot odštevanje. Jeruzalemska minuta se začne zdaj. Dobrodošli nazaj v Jeruzalemski minuti tukaj na Jonas TV. Alex, zdi se, da je po 13 dneh zaporednih napadov predsednik Trump želi še enkrat dati priložnost diplomaciji. Tukajšnja poročila pravijo, da predsednik Trump verjame, da se Iran želi vrniti za pogajalsko mizo, da so stvari zdaj glede dogovora bolj resne. V zadnjih 48 urah, po 13 zaporednih nočeh, nismo več videli napadov. Predsednik je znova pokazal, da dejansko daje prednost diplomatski rešitvi. Zdaj tudi razume, da je edini način za dosego diplomatske rešitve ta, da pokaže vojaško moč. Imeli smo 13 dni zaporednih napadov. Zadeli so mostove, zadeli so elektrarne. Zadeli so tudi drugo napredno in pomembno infrastrukturo v Iranu. In celo tukaj v Izraelu so bile grožnje in veliko ljudi je o tem razpravljalo, vključno s tem, da je poslanec Likuda pred vikendom dejal, da je vrnitev v vojno tik pred vrati. Izraelske obrambne sile so izvajale napredne priprave za popolno vrnitev v obsežno vojno, vključno z Izraelom. Izrael se pripravlja na možnost, da bi tarča balističnih raket poslanih neposredno iz Irana, česar nismo videli že dolgo časa. Združene države so nadaljevale oziroma ponovno začele svoje napade. A žal, po 13 dneh. In zdaj, ko se premier morda pripravlja na pot v Washington, o čemer bomo govorili kasneje, videti je, da predsednik poskuša uporabiti diplomacijo. In v zadnjem tednu smo videli, da je iraški premier predal sporočilo Iranu v imenu Združenih držav, morda celo ponudbo. Veste, bomo videli, kaj želijo Iranci narediti, ampak kot smo že velikokrat povedali, ne zdi se, da je to konec zgodbe. Ja, kot ste omenili, so se tukaj v Izraelu pripravljali čez vikend. Zaklonišča so bila odprta v vsaj 4 ali 5 mestih po vsej državi. In ko se je začel šabat v petek zvečer, se je zdelo, da je napad neizbežen. Do tega ni prišlo. Predsednik Trump je dejal, da Iran še ni pripravljen skleniti dogovora, ampak kmalu bodo. Poglejmo si ta posnetek. Nadaljevanje glede Irana. Ste sprejeli odločitev glede obsežnih napadov, na katere ste se sklicevali? V redu, ali lahko pričakujemo večje napade? Trenutno se pogovarjamo z njimi. Mislim, da postajajo vedno bolj resni, ko dnevi minevajo. Morda iz očitnega razloga. Poglejte, obstajata dva načina. Menim, da je to pametnejši način, vendar je druga možnost je verjetno lažja, to, kar počnemo zdaj. In to lahko dvignemo na veliko višjo raven, če želimo. Veste, pripravljeni smo na to, kot veste. Smo v popolni pripravljenosti. Oni želijo skleniti dogovor, ampak jaz pravim, da niso pripravljeni skleniti dogovora. Ker vsakič, ko sklenejo dogovor, ga želijo spremeniti in vse skupaj niso pripravljeni, zelo kmalu bodo pripravljeni. Torej, Alex, predsednik Trump naj bi razmišljal o velikem napadu, natančneje naj bi napadel goro Makuš, imenovano tudi Pickaxe Mountain. Poglejmo si ta posnetek. Zelo verjetno bomo kmalu udarili na tem območju. In ničesar ne morejo storiti glede tega. Veš, običajno tega ne bi rekel. Če bi mislil, da lahko kaj storijo glede tega, tega nikoli ne bi rekel. Ampak kmalu bomo močno udarili na tem območju. Torej, Alex, pogovoriva se o pomembnosti in pomenu te gore Pickaxe Mountain. O čem govorimo? Kaj je skrito pod to goro? In ali misliš, da bodo, tudi če predsednik pravi, da se bodo morda pogajanja nadaljevala proti dogovoru, bi še vedno lahko udarili? Američani bi lahko napadli ta objekt tam. Prav, torej imaš dve stvari. Imaš goro Pickaxe Mountain, ki je blizu to natanca, in v zadnjih nekaj tednih so se pojavila poročila, da je Iran preselil centrifuge v ta objekt, za katerega verjamejo, da je morda celo globlje pod zemljo kot jedrski reaktor Fordo, kar bi pomenilo, da je lahko odporen na bombe za uničevanje bunkerjev. Še vedno težko verjamem, da če odvržeš toliko bomb za uničevanje bunkerjev, mater vseh bomb, GBU penetratorje, ki so jih uporabili na Fordu, da ne bi mogli uničiti take gore, če bi odvrgali dovolj teh stvari. In Združene države jih zagotovo imajo.
Ampak veste, zdi se, da obstajajo dokazi, da na kakršenkoli način poskušajo ponovno zagnati svoj jedrski program. Poročali so, da je Močtaba Hamenej, sin vrhovnega voditelja, za katerega v tem trenutku sploh ne vemo, ali je živ ali mrtev, ampak so bila poročila, da veste, da je še bolj odločen priti do jedrskega orožja kot njegov oče. In potem je tukaj še drugi del, obogateni uran, za katerega verjamejo, da je zakopan predvsem pod jedrskim objektom v Isfahanu. In ta teden so se v New York Post pojavila poročila, da Združene države morda razmišljajo o eni največjih operacij specialnih enot doslej, da bi poskušale odstraniti visoko obogateni uran, kot je predsednik ob nekaterih priložnostih imenoval jedrski prah. In zato bi bilo verjetno potrebnih na tisoče vojakov, saj Iranci to območje zagotovo varujejo. In čeprav je iranska vojska močno oslabljena, še vedno imajo nekaj vojske, torej bi potrebovali tisoče vojakov, da bi zavarovali območje in ga varovali toliko časa, kot je potrebno, da specializirane enote dejansko pridajo in opravijo to odstranitev, ki je zelo občutljiva operacija. Obstajalo je tudi podobno poročilo, da če bombe za uničevanje bunkerjev ne bodo sposobne uničiti Pickaxe Mountain, da bi lahko izvedli tudi posebno operacijo znotraj Pickaxe Mountain z specialnimi enotami. In na to uporabili eksploziv znotraj objekta, namesto da bi ga odvrgli z vrha. To bi verjetno bila enostavnejša operacija, ker ne govorimo o odstranitvi, ki zahteva veliko občutljivega dela s strokovnjaki, kar bi vzelo nekaj časa za izvedbo. Alex, prej v tem tednu je predsednik Trump odgovoril na iranske napade na ladje v Hormuški ožini in dejal, da z vsakim novim napadom ZDA bi uničile en most ali elektrarno. In potem so sledili komentarji državnega sekretarja Marka Rubija. Poglejmo si ta posnetek. Fanče, videl sem Rejsija, njihovega zunanjega ministra, ki je pred kratkim rekel nekaj o njihovi politiki, oko za oko. Politika predsednika je glava za oko. Ti ljudje nas kričajo vsak dan, prosijo, naj sklenemo dogovor. Pošiljajo ta sporočila drugim državam, tretjim državam. Mislim, da jim zmanjkuje držav, kamor bi lahko poslali. Tudi k meni so prihajale države. Pravkar sem govoril z Iranci. Želijo skleniti dogovor. Težava je, vsakič, ko te ljudje sklenejo dogovor, ga ali prekršijo, ali pa ga po sklenitvi želijo spremeniti. Torej, verjetno še niso pripravljeni na dogovor, a kmalu bodo, ker je cena, ki jo plačujejo, zelo visoka. Kljub njihovim ostrim besedam, leporečju in neumnim Lego videom, ki jih objavljajo. Torej, prvo, glava za oko. To so močne besede. In potem je Marko Rubio rekel, da tudi če dosežemo dogovor, jih je imenoval, mislim, da klovni ali nekaj takega, rekoč, da ga bodo tako ali tako prekršili. Torej, prvo, glava za oko, pogovorimo se o tem. In drugo je, veste, kakšen smisel ima podpisati sporazum, če že vnaprej veš, da ga bo Iran kršil. No, vidite, predsednik in državni sekretar uporabljata isti jezik. Oba sta rekla, da očitno še niso pripravljeni na dogovor, a bodo kmalu pripravljeni. Torej, gre očitno za usklajeno komuniciranje. In vprašanje je, veste, kaj je tukaj končni cilj predsednika Združenih držav Amerike? Zdi se, da si želi doseči nekakšen dogovor s pogajanji. Težava, s katero se soočata tako predsednik kot državni sekretar, je iransko pogajalsko vedenje. Veste, način, kako delujejo. Tu je, ne vem, če bi temu rekel racionalno, ljudje pravijo, da so to racionalni akteri, ampak to je vzorec. To je iransko pogajalsko vedenje. In nihče, noben ameriški predsednik, ne bi smel pričakovati ničesar drugega od Irancev, ko gre za pogajalsko strategijo. V bistvu poskušajo premagati Združene države tako, da jih uspavajo s pogajanji in nato manipulirajo s pogoji ali jih preprosto prekršijo. To je to, kako. Zmagajo tako, da ustavijo veliko silo Združenih držav, ostanejo na oblasti in v bistvu ponižajo predsednika na drugi strani skozi ta pogajanja. In spet, za njih gre za kratkoročno igro. Ne? Morda je to nekaj let, morda samo do vmesnih volitev. Torej želijo počakati, da ta predsednik odide, ker verjamejo, da če pride drug predsednik, pa naj bo to demokratski predsednik. Spomnite se, zadnja dva demokratska predsednika sta želela skleniti dogovore z Iranom, kjer bi Združene države odstranile sankcije, odobrile denar, dala denar. Obamova administracija je Iranu podarila milijarde dolarjev. Ali pa republikanski predsednik, ki želi biti izolacionist.
In če pogledamo, kaj Trump počne zdaj in pravi, veste, to je točno tisto, česar nočemo početi. Nočemo se zapletati na Bližnjem vzhodu. Torej, če Irancem na takšen ali drugačen način uspe najti strategijo, da obidejo predsednika Trumpa, za njih je to največja zmaga, ker je Trump verjetno edini, ki bo to storil. Zdaj, za Izrael, veste, govorili so in obstajajo poročila, da visoki uradniki pravijo, da ne verjamejo, da je kakršnakoli možnost, da bi dosegli izpogajano rešitev. In menijo, da je vrnitev v vojno v polnem obsegu neizogibna. Veste, kaj pomeni vojna v polnem obsegu? Ali to pomeni nadaljevanje napadov, kot smo jih videli teh 13 dni? Da se nadaljujejo te manjši napadi, strateški napadi, eden za drugim, ali vsako noč posebej? Ali pa je, veste, da se vse skupaj popolnoma razdivja, kjer gresta Združene države Amerike in Izrael na vso moč. Do zdaj, kot smo govorili v oddaji prejšnji teden, Izrael se ni vpletel. Veste, Iran je izstreljeval balistične rakete po vsem Bližnjem vzhodu. Objavili so poročila, v katerih pravijo, veste, ne bodite v radiju 500 metrov od Američana. Kar mimogrede kaže na to, da so balistične rakete natančne v radiju približno 500 metrov in ne bližje, kar je po eni strani neverjetno, če upoštevamo, da izstreljujejo te stvari v atmosfero iz države, ki je daleč stran. Po drugi strani pa ni nobenega zagotovila, da bo ta izstrelek zadel svoj cilj. Zato so rekli, ne bodite nikjer v radiju 500 metrov od ameriške baze ali ameriškega vojaka, ker boste postali tarča. Toda nobenega niso izstrelili na Izrael. In to, kar vidite tukaj, je, da je do zdaj obstajal nekakšen odvračilni dejavnik. Zdaj pa, kaj bo pripeljalo Izraelu vojno? Po eni strani bi to lahko bil Iran, če se tako odloči. V redu, nas to ne odvrača več, preprosto bomo šli v to. Toda zdi se, da bi bilo bolj verjetno, da bi Izraelu vojno pritegnile Združene države. In če se Združene države odločijo, da se vrnejo v vojno v polnem obsegu, verjetno želijo, da se jim njihovi partnerji iz prvega kroga ponovno pridružijo v akciji. Alex, hkrati pa že nekaj tednov nismo govorili o Hutijih. Odločili so se, da bodo spet pokazali svojo prisotnost in so napadli savdske naftne objekte v Rdečem morju. Predsednik Trump je dejal: Hutiji, bili ste nekaj časa tiho, zdaj pa ste se odločili, da se spet vključite v to vojno. Predsednik opozarja, da so iranski teroristični posredniki Hutiji in da je Iran odgovoren ter bo odgovarjal za vsak napad, ki ga izvede ta teroristična organizacija. Seveda, popolnoma drži. To je eden izmed terorističnih posredniških omrežij, ki jih je zgradil Iran. Imamo Hutije, imamo Hezbolah, imamo Hamas, to je njihovo teroristično omrežje. Imajo tudi Kataib Hezbolah, ki je v Iraku in morda deluje tudi nekoliko v Siriji. Ampak Hutiji so eden glavnih akterjev tukaj na prizorišču in ja, bilo je nekaj časa mirno. Združene države in Izrael so med to vojno močno napadli Hutije v Jemnu in Hutiji so izstrelili na tisoče, mislim, že balističnih raket proti Izraelu in zdaj so ponovno v vojni s Savdici in veste, torej vidite, da je v igri celotna regionalna dinamika, kjer so Savdici zavezniki Združenih držav. Videli ste Mohameda bin Salmana, veste, kako sedi s predsednikom Trumpom. Veste, torej, Iranci vidijo Savdice kot tiste, ki sodelujejo skupaj z Združenimi državami in Izraelom. In zato uporabljajo svojo predsunjeno silo, to so Hutiji, da zdaj ne napadajo samo znotraj Savdske Arabije in poskušajo blokirati Savdsko Arabijo, ampak lahko v bistvu zaprejo ožino Bab el-Mandab. In tukaj na Bližnjem vzhodu imate te dve strateški ozki grli. Ena je ožina Hormuz v Perzijskem zalivu, skozi katero, kot veste, ves nafta prihaja iz Katarja, Združenih arabskih emiratov, ki bo šla ven, iranska nafta, ki gre skozi te ožine. In potem imate ožino Bab el-Mandab, ki je ob obali Jemna in to je vhodni kanal v Rdeče morje in na koncu do Sueškega prekopa, ki je še ena izmed glavnih svetovnih komercialnih pomorskih poti. Torej vidite, da je to piratstvo na odprtem morju res glavni gospodarski vzvod, ki ga ima Iran nad Združenimi državami, ker vpliva na toliko drugih držav. Tako da, ko izstrelijo balistične rakete na Bahrajn, Katar in Kuvajt, te države se obrnejo na Združene države in rečejo, kaj boste storili glede tega. Veste, ko Hutidži napadajo Savdsko Arabijo in blokirajo ožino Bab el-Mandab,
ter ne dovolijo komercialnega ladijskega prometa iz Saudske Arabije in blokirajo Sueški prekop, ki je glavni vir državnih prihodkov Egipta. Te države se obrnejo na Združene države in rečejo, kaj boste storili glede tega. Prav, in tako je predsednik Združenih držav pod tem pritiskom. Na tej točki ne gre več samo za Izrael. Kaj ne? Prav. Vsi v Združenih državah pravijo: vemo, Izrael nas vleče noter, Izrael to, Izrael on. Huti se že desetletja borijo proti Savdicam. Seveda. V redu. Veš, Iranci so destabilizirali Irak, Sirijo, Libanon, Gazo in Jemen in posledično tudi vse države, ki mejijo na ta območja, kjer je iranska prisotnost. Torej vidiš, da je to res problem, ki ga mora rešiti Amerika. Izrael tukaj igra vlogo tako imenovanega najboljšega stranskega igralca. Veš, zagotovo so pogumni, imajo odlično obveščevalno službo, ampak določene stvari lahko naredijo samo Združene države same. In zagotovo, če želiš, da je stvar opravljena hitro, moraš to narediti skupaj z Združenimi državami. Zdi se, da predsednik Trump še ni sprejel odločitve, da je to tisto, kar želi storiti. Še vedno se zdi, da si želi doseči dogovorjeno rešitev. Veste, mislim, da je izraelska ocena pravilna, da je malo verjetno doseči rešitev s pogajanji. In vrnitev k vojni v polnem obsegu je potencialno neizogibna, če ne celo veliko bolj verjetna. Kot sem že rekel, so zaklonišča odprta in čakamo, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ampak rad bi preusmeril našo pozornost na Libanon. Ta teden je v Beli hiši potekalo potencialno zgodovinsko srečanje med libanonskim predsednikom Aunom in predsednikom Trumpom. In poudarek je bil res na tem, da bi morda dosegli nekakšen dogovor o normalizaciji. ZDA so povedale, da bodo podprle Libanon. Pomagale bi državi pri stabilizaciji. Seveda je bilo veliko pogovorov osredotočenih na teroristično organizacijo Hezbollah, ki ni del pogovorov. Seveda, pogovori so vključevali tudi morebitni umik Izraela iz Libanona. In tudi predsednik Trump je omenil neposredne lete iz ZDA v Bejrut, prvič po letu 1985. Ali menite, da je to res zgodovinsko srečanje ali le še eno srečanje? Veste, predsednik Trump se je srečal tudi z voditelji iz Sirije in Iraka. Kaj menite o tamkajšnji situaciji glede Libanona? No, dve stvari sta. Prva je vprašanje srečanja, druga pa vprašanje pogajanj med Izraelom in Libanonom, ki trenutno potekajo. Zdaj, bil sem v Beli hiši na srečanjih s predsednikom Trumpom in predsednikom vlade Netanjahujem. In veste, spomnim se na primer srečanja, kjer je Trump februarja, veste, potem ko je pravkar prevzel funkcijo, imel prvo srečanje, na katerem je Netanjahu šel na obisk k predsedniku. In predsednik se je obrnil in rekel, da je Gaza območje rušenja in da bi morali vsi prebivalci Gaze na koncu zapustiti Gazo, da bi očistili celotno območje rušenja. In vsi so takrat mislili, da je bilo to zelo zgodovinsko srečanje in so mislili, da bo to predsednikova politika. In začelo bi se izseljevanje beguncev iz Gaze, iz območja, kar bi temeljito spremenilo izraelsko-palestinski konflikt. Na koncu se to ni zgodilo. Torej, je bil to simboličen sestanek? Da, zelo. To je bil prvič, da je libanonski predsednik obiskal Belo hišo od leta 2009. In to se dogaja vzporedno, kot smo rekli, s temi pogajanji, ki potekajo v več krogih med Izraelom in Libanonom, pri čemer je zadnji krog potekal pred nekaj več kot tednom dni v Rimu za Izrael, ZDA. Za Izrael pogajanja vodi izraelski veleposlanik v Združenih državah Jehiel Leider. In kot sem omenil, mislim, da prejšnji teden v oddaji, ta pogajanja potekajo v zelo pozitivnem in konstruktivnem vzdušju sosedov, ki si oba želita, da bi bil Libanon osvobojen Hezbolaha. Tako da mislim, da je predsednik, veste, izkazuje nekaj spoštovanja do Josefa Aouna. Kdo? Predsednik Libanona, ki se podaja v držen proces z Izraelom, ki bi se lahko izkazal za zgodovinskega in bi lahko vodil do gospodarske normalizacije. Lahko bi pripeljal do neke vrste obrambne pogodbe. To bi lahko kasneje celo pripeljalo do turizma med državama, kar si je res težko predstavljati, saj se Izrael bori proti islamskemu džihadu in terorističnim organizacijam, vključno s Hezbolahom, vključno s Palestinci pravzaprav, že od 80. let prejšnjega stoletja, torej, če ne že prej. Torej, obstaja možnost za normalizacijo med dvema državama, ki se želita znebiti Hezbolaha. In edini razlog, da je to sploh mogoče, je ta, da je Izrael že opravil pomemben del naloge in močno oslabil Hezbolah.
Tam ni več Hasana Nasrallah. Hezbolaha ni več nikjer blizu izraelske meje, kot je bil prej. Tako da veste, mislim, da obstaja možnost za nekakšen zgodovinski izid teh srečanj. Zagotovo si Aoun želi denar za obnovo, veste, iz Združenih držav. Želi si tudi orožje, denar in usposabljanje za libanonske oborožene sile. Tako da lahko še naprej prevzemajo večji del tega bremena. Da bi še naprej zadrževali Hezbolah ali pa vsaj zagotovili, da se Hezbolah ne vzpostavi znova na območjih, ki bi lahko ogrozila Izrael, ker se je izraelska vojaška doktrina spremenila. In če Izrael vidi, da Hezbolah zaseda predne položaje, za katere meni, da bi lahko predstavljali grožnjo, ne le takoj, ampak tudi v prihodnosti, Izrael bo zdaj udaril. In zato, kadarkoli Izrael udari, to dejansko škoduje možnosti za normalizacijo. Torej, kar poskuša narediti Allen, je premakniti libanonske oborožene sile bolj proti jugu, da Izrael nekoliko umakne. In mislim, da je bilo tudi to, kar je naredil Izrael, zelo pametno. Strateško so želeli zavzeti vso zemljo do reke Litani in tako so šli do reke Litani in nato še onkraj reke Litani. Tako da bi lahko, ko bi začeli s pogajanji, rekli: v redu, seveda, umaknili se bomo do reke Litani. Prav. In tako se je Izrael umaknil iz nekaj strateških mest. In mislim, da bomo videli, da naj bi bil še en krog pogajanj v prvem tednu avgusta, ponovno v Rimu, v državi, v katero sta bila tako Libanon kot Izrael pripravljena iti, v nasprotju z državo, kot je Francija. Obe strani sta rekli, da je Italija zelo ustrežljiva in gostoljubna gostiteljica. Poleg tega pa je nekoliko bližje regiji kot Združene države. Tako da bo to zagotovo ena od tem, o katerih bo predsednik vlade Netanjahu verjetno govoril s predsednikom, ko bo šel v Washington. Torej, to je Libanon, zdaj pa pojdimo naprej k Saudski Arabiji. To bi verjetno lahko bila glavna zgodba današnje oddaje. Ta teden je ameriški predsednik Trump odobril predlagani sporazum o civilnem jedrskem sodelovanju s Saudsko Arabijo. Vendar je nekaj dni kasneje na Truth Social dejal, da je sporazum odvisen od tega, ali se bo Saudska Arabija pridružila Abrahamovim sporazumom. Tako je izgledalo, kot da je bil to morda že sklenjen dogovor, a potem je Trump to dodal v zadnjem trenutku in rekel: ne, samo če se pridružijo Abrahamovim sporazumom. Urad predsednika vlade je odgovoril na napoved civilnega jedrskega dogovora in dejal, da je to neposredna posledica moči, ki sta jo Izrael in Združene države pokazali proti Teheranu. Širitev kroga miru? Potencialno. Vendar pa izraelski uradniki iz opozicije pravijo, da so proti dogovoru. Mislim, da je bil tudi en član koalicije, Avi Dichter, ki je javno nastopil proti kakršnemu koli dogovoru, ki bi Savdicem omogočil pridobitev kakršnih koli jedrskih zmogljivosti, in je dejal, da Viktor Lieberman pravi, da bi to bi lahko sprožilo jedrsko oboroževalno tekmo v regiji. Torej, upoštevajmo vse to in se pogovorimo o Saudski Arabiji. Mislim, da imate prav. To je bila vedno grožnja. In to je bila grožnja jedrskega Irana že od začetka, da bi povzročil oboroževalno tekmo po celotnem Bližnjem vzhodu. In če Saudska Arabija pravi, da želi imeti civilni jedrski program je prvi korak, veste, proti programu za oborožitev. In to je pokazatelj, da poteka jedrska oboroževalna tekma. To ne pomeni nujno, da Saudska Arabija neposredno hiti k jedrskemu orožju, ampak zdi se, da želijo biti v položaju, da bi lahko krenili v smer razvoja jedrskega orožja. Če bodo menili, da je to v njihovem strateškem interesu ali strateški potrebi. Zato mislim, da je to nekoliko razočarajoče. In razumem, zakaj bi bili nekateri Izraelci proti temu. Veste, Avi Dichter je bil nekdanji vodja Šabaka. Bil je nekdanji vodja izraelskih obveščevalnih služb, notranjih obveščevalnih služb. Torej, veste, morate vzeti, mislim, da je treba njegova stališča imati resno. Je eden najvišjih uradnikov iz obrambno-obveščevalne ustanove v stranki premierja Netanjahuja in v njegovi koaliciji. In hkrati nekateri drugi, veste, in če se opozicija temu upira, se morda upira samo zato, ker poskuša škodovati Netanjahuju, ko se Netanjahu pripravlja na volitve. Zdi se pa, da je Netanjahu zadovoljen. Imeli bi vse razloge verjeti, da so bili pogoji takšnega dogovora med Združenimi državami in Saudsko Arabijo predstavljeni Izraelu, da jih je Izrael temeljito preveril. In je, veste, ali izpostavil, kakšne bi bile njihove skrbi,
ali pa omejil, kako bi ta dogovor lahko bil videti. In hkrati verjamem, da so Združene države imele pogovore s Saudsko Arabijo, obsežne pogovore o želji ZDA, da bi Saudska Arabija vstopila v Abrahamove sporazume. Mislim, da ni skrivnost, da je predsednik to iskal. Torej, Savdici, če bodo normalizirali odnose z Izraelom, videti je, da želijo nekaj zameno. Vprašanje je, ali so želeli F-35. To je ena od stvari, za katero so jasno povedali, da jo želijo v zameno za normalizacijo, ker v tem trenutku ne bodo normalizirali kar tako. Torej, oni to razumejo. Mislim, da tudi predsednik Trump to razume. Torej, veste, on ponuja nekaj, kar si oni želijo. In ja, zelo upa, da bodo Savdici normalizirali odnose ob pravem času. Hkrati, kot smo že večkrat povedali v zadnjem letu in več, če želite videti normalizacijo med Saudsko Arabijo in Izraelom, o tem ne govorite toliko v javnosti. V redu, spomnite se, da so bili abrahamski sporazumi med Bahrajnom, Združenimi arabskimi emirati, Marokom in Izraelom vsi podpisani, ne da bi kdo vedel za to. Vsi smo se zbudili, dobili smo novico, da se to dogaja in potem je bilo že vse dogovorjeno, o tem so v tajnosti pogajali več mesecev in mislim, da bi radi videli isto stvar Savdici. Samo naj se nekaj dogovorijo na tihem. Naj ne dajejo velikih napovedi o tem, kaj se bo zgodilo. In ko bo pravi čas, samo povejte. Torej, veste, samo počakati in opazovati moramo. Jasno je, da si tako Izrael kot Združene države želita, da se to zgodi. Zdi se tudi jasno, da Savdici vedo, da se bo normalizacija zgodila. Vprašanje je, kdaj in kaj bodo za to dobili v zameno. Alex, omenil si F-35. Morda jih Saudska Arabija želi, morda pa ne. Ampak zagotovo vemo, da jih Turčija želi. Videli smo tisti zelo prijateljski sestanek na vrhu GX7, mislim, da je bil predprejšnji teden, med predsednikom Trumpom in Erdoganom iz Turčije, na katerem je predsednik v bistvu namignil, ja, pripravljen sem jim dati F-35. No, počakajte malo. Urad za zakonodajne zadeve State Departmenta je povedal, da Turčija še ni upravičena do teh F-35. Letala F-35 se lahko prenesejo, ne morejo biti prenesena, dokler Turčija ne bo izpolnila ameriške zakonodaje. To vključuje tudi rešitev spora glede nakupa ruskega protiletalskega sistema S-400. Torej, počakajmo za trenutek. Zdi se, da se to ne bo zgodilo čez noč. State Department je tukaj posredoval in dejal, da Turčija še ne more dobiti teh letal F-35. No, mislim, da so to res dobre novice za Izrael in predsednika vlade ter zunanjega ministra Izraela. Oba sta izvajala diplomatski pritisk na predsednika in njegovo administracijo. Samo opozarjata, kako slabo bi bilo to za Izrael, če bi Turčija dobila F-35. Absolutno nista želela, da bi Turčija to prejela od Združenih držav. Predsednik se temu nikoli ni zavezal. Na nekaterih prejšnjih tiskovnih konferencah je uporabljal nejasen jezik in ko je šel na vrh G7, ki je bil v Ankari, je rekel, ja, to je nekaj, o čemer bi razmislil. Veš, morda bi to celo podprl. Nikoli se ni zavezal, da bo to storil. In zdaj, veš, potem, ko je vrh G7 končan in je spet v Washingtonu, je minil približno teden dni, 2 tedna razlike od vrha G7. Zdaj je Wesley Bell to objavil. To pismo z odgovorom, v katerem piše, da udeležba Turčije v programu F-35 ostaja nespremenjena in zato še ne morejo prejeti letal F-35. Pojdimo naprej k temu, kar se dogaja tukaj na lokalni sceni, če hočete, Judeja in Samarija, tukaj v državi Izrael. To bi imenoval val terorizma v zadnjih 4 ali 5 dneh, morda že teden dni. V petek sta bila ubita 2 Izraelca. Eden je bil vojak izraelske vojske, drugi pa vojak izraelske vojske v rezervi, ki je bil vodja varnostne ekipe za izredne razmere na kmetiji Gilad. Ista kmetija Gilad, kjer je prišlo do domnevnega požiga teden prej. Če pa preskočimo na prejšnji petek, sta bila ubita 2 Izraelca. Videli ste nekaj posnetkov z prizorišča, kjer je eden od arabskih teroristov uspel ukrasti orožje temu varnostnemu poveljniku in ga obrniti proti njemu, pri čemer je ubil njega in še enega vojaka izraelske vojske. Na kraj dogodka je prispela skupina vojakov, ki je ukrepala in zdaj je IDF začel protiteroristično operacijo, veliko operacijo v severni Samariji. Govorili smo o možnosti odprtja še ene fronte v Judeji in Samariji. Ne vem, ali se je to uradno že začelo ali ne, vendar je bilo v zadnjih nekaj dneh izjemno nevarno in smrtonosno. Dan prej, v četrtek, je bil še en napad na tem območju.
In govorimo o požigalnem terorizmu. Arabci, teroristi so zanetili požar, vedoč, da bodo judovske reševalne ekipe prišle na kraj požara, da bi ga poskušale pogasiti. In potem je bil Izraelec huje ranjen, še vedno je v bolnišnici. Vsi ti napadi, še en napad na vojaka v četrtek na Tisha B'av, kjer je prišlo do napada z avtomobilom, avto, ki je prav tako ciljal vse vrste napadov. Še en napad v bližini območja Sosja na južnih hebronskih gričih prav včeraj. Mislim, ali mislite, da je to... Ne vem, kako se uradno razglasi, da gre za val, ampak skoraj vsak dan je bil. In v četrtek in petek se je zdelo, kot da je skoraj vsako uro prišlo do novega napada na Izraelce, v petek pa sta bila ubita 2 Izraelca. Ja, zagotovo je videti kot val. Vprašanje pa je, ali je to val, ki bo popustil, ali pa je to val, ki bo zdaj prerasel v veliko hujše nasilje v slogu intifade. Leta 2014 smo videli napade z avtomobili in zabadanjem v času intifade. In veste, te situacije se lahko res začnejo poglabljati. Prav tako je treba razumeti, da Izrael ves čas preprečuje napade, kaj ne? Tako da včasih, ko ni vala in se zdi, da je mirno, veš, na domači fronti nismo imeli večjega terorističnega napada. To ne pomeni, da ne poskušajo, le da ding ni uspelo. Ampak tukaj vidimo veš nekaj različnih primerov dogodkov, kjer jim je uspelo, napadov, ki so bili smrtonosni, ki so ranili. Prejšnji teden je bil sestanek, mislim, da je bil v petek, med predsednikom vlade Netanjahujem, ministrom za obrambo, vodjo Šabaka, načelnikom obveščevalnih služb. In veste, pripravili so cel seznam možnih odzivov na napade. Zahtevali so pomembne protiteroristične operacije. Zahtevali so dodatne kontrolne točke in nadzor. In veste, sinoči sem na spletu videl objavo nekega Arabca, nekega arabskega vplivneža ali organizacije, ki je prikazovala kolono avtomobilov, ki so se iz križišča Kalandija pri Ramali pomikali naprej. Kolona pa je bila dolga več kilometrov, ker so, veste, ustvarjali ozka grla in trenutno preverjajo vsako vozilo. Torej, v Izraelu jemljajo to zelo, zelo resno. Ne vem, če se bo to zdaj razširilo na novo fronto, drugačno kot je bilo v preteklem obdobju. Moj občutek tukaj je, da gre za manjši val. Od 7. oktobra smo videli neki valov, veste, ob nekih različnih priložnostih, nekakšne zaporedne teroristične napade. Ampak ne vem, če smo res videli, da bi bili teroristični napadi v Judeji in Samariji v daljšem obdobju pogostejši, kot so bili celo v letih pred 7. oktobrom. Ja, tako je IDF v soboto zvečer sporočil, da so prijeli 70 iskanih teroristov. In kot ste omenili, vse tiste morebitne napade, ki jih IDF prepreči, mislim, da je to okoli 90%. Torej, to si moramo zapomniti. Videli smo vse te posnetke komandosov IDF, ki vstopajo v nekatere od teh vasi in izvajajo aretacije. Podirajo so tudi hiše, pravijo, kot tisto podiranje hiša teroristov. Zdaj tukaj tudi druga plat zgodbe in sicer, da so posamezniki iz Chabad Gilad ste hodili po teh območjih. Zdaj so nekateri poročali, da so hodili po območjih B in območjih A, ki so vesti na splošno veljajo za območja, kamor Izraelci ne bi smeli hoditi, še posebej območje A. Območje A je območje, ki je pod popolnim palestinskim upravnim nadzorom, pa tudi pod palestinskim vojaškim nadzorom. In to ne pomeni, da IDF tja ne vstopa. Tja hodijo ves čas. Ampak veste, območje B je kraj, kjer izraelska vojska v bistvu vstopa in izstopa po lastni volji. Vedno. Tam ni nobenega varnostnega nadzora palestinskih oblasti. Ampak kot vidite, ko pogledate zemljevid in kako so območja A, B in C razdeljena, to ni neko jasno ločeno območje. Veste, tam so cone znotraj con in mejtni žepi območja A in območja B so obdani z območjem C, ki so območja pod popolnim izraelskim nadzorom. Tako upravnim kot vojaškim. Zato je težko natančno vedeti, kje so bili takrat na pohodu. Ampak, in vidite, ko greste proti območju A in ko greste po cestah v Izraelu in ko vozite po cestah v območju C, vidite, da je cesta, ki vodi v območje A, tam je velik rdeč znak, ki pravi, da boste vstopili v območje A in da je za izraelske državljane to nezakonito. Ki smo ga postavili mi. Izrael ga je postavil. Izrael jih postavlja. In kar v bistvu ta znak naredi, je to, da skoraj da daje Palestincem dovoljenje, da naredijo karkoli hočejo Izraelcu,
če Izraelc vstopi v območje A. Ja, kar je nevarna situacija, kar je nekaj, čemur je zelo težko verjeti. Mislim, Palestinec, ki pride v območje C, in Palestinci vozijo po cestah v območju C ali prihajajo v Jeruzalem ali drugo območje. Ne bodo linčani samo zato, ker so v tem območju. Kaj ne? Torej, vidiš to dvojnost tukaj, kjer Izraelci v bistvu ne smejo nikamor v palestinsko območje A, ampak če grejo noter, to še ne pomeni, da je to dovoljenje za umor. In tako si imel ta spopad tukaj in žal je bil Benaja Humel star 32 let. Oče 2 otrok, mislim, je bil ubit. In to je resen problem. In potem na drugi strani imaš poročila o morebitnih maščevalnih napadih strani mladih s hribov, ki se potikajo po teh območjih. Veš, večinoma bi jih jaz imenoval odtujeni najstniki, ki jim je zelo mar za to zemljo, ki menijo, da vojska ne opravlja dobro svojega dela pri varovanju območja, zato vzamejo pravico v svoje roke. Zdaj, Izrael je država s pravnim sistemom in z vojsko. In ni koristno, bi rekel, za vlado. In to sem slišal od mnogih visokih uradnikov, da to dejansko škoduje njihovim diplomatskim odnosom z drugimi državami. Ko pride do takšnih maščevalnih napadov, veste ali pa teh napadov in kaj, kar je pogosto predstavljeno kot tako imenovano nasilje naseljencev. Ampak mislim, da je treba tukaj zelo jasno povedati, da veste, če imaš neki 100 otrok, ki tekajo naokoli. In otroci so lahko, veste, mladi, odrasli, lahko so celo v zgodnjih 20 letih, ki, veste, tekajo naokoli. To ni ista raven kot to, kar imate tukaj s palestinskim terorizmom. Veste, to je na veliko večji ravni. In to je zelo priročno za medije, rekel bi za politično levico. Ne samo v Izraelu, ampak tudi v Združenih državah in v Evropi. Da na to rečeš, hej, veš, obstaja terorizem, obstaja nasilje naseljencev. Veš, enačiti eno z drugim, ti dve stvari nista niti približno enaki. Tisoči in tisoči ljudi so bili ubiti strani palestinskih teroristov skozi leta. In tudi tisto, kar se pogosto omenja kot tako imenovano naselje naseljencev. Lahko gre za napade skrajnih mladih naseljencev. Lahko je tudi odziv skupnostne enote za hitro nujno posredovanje na palestinski teroristični napad, kar bodo označili za primer nasilja naseljencev. In celo obiske Judov na Tempelskem griču v dogovoru z izraelsko policijo bodo včasih prav tako imenovali naseljencev. Zato je res pomembno, da to postavimo v kontekst in priznati, da tukaj obstaja težava, da res ne želimo, da bi naša mladina vzela pravico v svoje roke. Zato imamo vojsko, imamo vlado, ki vojski daje navodila, kaj naj stori, ampak kdorkoli misli, da je to, kar imenujejo tako imenovano nasilje naseljencev, enako palestinskemu terorizmu, se moti. Ne govorimo o isti stvari. Absolutno. Mislim, da je bilo lani iz območij palestinske oblasti izvedenih 7000 terorističnih napadov na Jude v primerjavi z zelo malo napadi strani Judov. Druga stvar, ki jo ta dogodek izpostavlja, in ponovno še nimam vseh podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo, preiskava poteka glede umora tistih 2 Izraelcev v petek. Vprašanje je, so se bali ustreliti tiste Arabce? Veliko ljudi se sprašuje, ali so oklevali. Zato ker Obstajajo pravila uporabe sile. ja, poslušal boš, če streljaš. Veliko ljudi prav, ali niso streljali dovolj hitro. Ker Arabec in spet, bog ne dej, ne obsojam tistih na kraju dogodka, ne vem natančno, kaj jim je takrat šlo po glavi. Ampak če si ogledate nekatere videoposnetke, ki prihajajo ven, veste, Arabec je uspel ukrasti pištolo varnostniku in jo uporabiti proti njemu. Ali ni uporabil dovolj sile? Ne vem, To je ravno to vprašanje. to je zagotovo neke vrste neuspeh. Mislim, če ti obstaja razlog, zakaj imaš pištolo. In če se ti Palestinec približuje na nevaren način, zato imaš pištolo, namenjena je temu, da zaščiti tvoje življenje. Nažalost, mislim, da je statistično gledano bolj verjetno, da bo človek ubit s svojo lastno pištolo, kot s katerokoli drugo. To je le statistika, ki jo je verjetno lahko razumeti. Ampak ne zadostuje, da imaš samo pištolo. Moraš biti tudi usposobljen, ker izguba tvoje pištole ni smrtonosna samo zate. Lahko je smrtonosna tudi za mnoge druge. In mimogrede, o čemer si prej govoril, ko se Jud odzove v samoobrambi, se nenadoma prižgejo kamere. In tisti anarhisti ter skrajni ekstremisti, skrajni levičarji, veš, pripravljeni so snemati takoj, ko se Jud odzove. In potem temu rečejo nasilje naseljencev, kot da bi oni začeli vse skupaj. In potem, če pogledaš, kako nekateri izraelski mediji o tem poročajo. Veš, videl sem na isti dan v Times of Israel, veš, govorili so o več incidentih. To so imenovali streljanje med Izraelci in Palestinci.
To je bil teroristični napad, imeli ste Izraelce, ki so bili na pohodu in napadli so jih Arabci, skoraj so jih linčali. In potem, veste, eden od Izraelcev je bil oborožen in je bil na koncu streljen. Ko se je začel pretep, so v regijo prišle še druge varnostne sile in tudi drugi so bili ustreljeni kot odziv. Ampak to ne pomeni, da se je kar začela streljačina. To ni kot v kakšnem kavbojskem filmu. To je bil teroristični napad. Ja, in dejansko so rekli v naslovu 4 Palestinci, 1 Izraelec ubit, kot da bi bili enakovredni. Ampak pustili bomo to in nadaljevali, ker je naša zadnja zgodba danes in ta bi prav tako lahko bila glavna zgodba. Izraelski premier Netanjahu potuje v Washington DC V ponedeljek. 27. julija na povabilo predsednika Trumpa. Mislim, da je to njegov 7. obisk, odkar je predsednik Trump prevzel položaj. Vsaj tako piše tukaj. 7. obisk. Premier Netanjahu se bo udeležil tudi pogreba pokojnega ameriškega senatorja Lindseyja Grahama. Če lahko nam na kratko povejte, kaj lahko pričakujemo. Mislim, da ste se udeležili 4 ali 5 prejšnjih potovanj s predsednikom vlade. Kaj lahko pričakujemo od tega 7. srečanja med Netanjahujem in Trumpom v Beli hiši? Mislim, da je to piše 7. Mislil sem, da je morda že 8. srečanje v Beli hiši. Morda v redu, tlele piše, da je to 7. Veste, predsednik ni tako dolgo na položaju. Noben drug svetovni voditelj ni potoval tolikokrat. Niti približno ne. Prav. Veste, sprašujem se, koliko jih je sploh bilo tam 2-krat. In dvomim, da je bil kdo tam 3-krat, zagotovo pa nihče 7-krat. In to samo kaže na zelo, zelo tesno sodelovanje, ki obstaja med Združenimi državami in Izraelom. Pred vsakim od teh obiskov, prav vsakim, vedno poročajo o razdoru med obema administracijama. In ugotovil sem, da ko poročam o teh obiskih, moram deloma poročati tudi o tem, kako v resnici ni nobenega razdora. Kako je to ustvarjena zgodba. In mislim, da tukaj vidite, da če bi bil razdor med predsednikom Združenih držav Amerike in predsednikom vlade, da ne bi bil povabljen. Seveda. In mimogrede takrat ni bilo jasno, ali se bo to povabilo uresničilo v tem času. Že pred nekaj tedni sta tako Združene države kot Izrael napovedala, da bo srečanje kmalu. In takoj potem, ko smo izvedeli za smrt Lindseyja Grahama, vemo, da je bil Lindsey Graham ameriški voditelj, ki se je srečal s premierjem Netanjahujem. Verjetno toliko ali celo več kot katerikoli drug senator ali kongresnik, veste, v zelo dolgi ugledni karieri, ki je trajala desetletja. In takoj mislim, da je bilo normalno, da bi premier Netanjahu želel izkazati spoštovanje. Pojavila so se vprašanja, kdaj bo pogreb potekal. Že je bilo, mislim, da sta minila že skoraj 2 tedna, odkar je Lindsey Graham preminil. Veste, tukaj v Izraelu, torej če nekdo umre, bog ne daj, ga običajno pokopljejo isti dan, včasih celo tisto noč. Torej, običajno ne razumemo, zakaj bi čakali 2 tedna na pogreb, ampak to, veste, to se dogaja v Združenih državah, ni isto. Ampak to je bilo objavljeno šele. Verjamem, da je bilo v petek objavljeno, da bo predsednik vlade potoval na to srečanje, ki bo sovpadalo, predvidoma je načrtovano za torek. Pogreb Lindseyja Grahama naj bi bil v torek ob 14. uri. Torej naj bi bilo to srečanje s predsednikom v torek zjutraj, predtem. In veliko je za razpravljati. Poročajo, da bo predsednik vlade predal obveščevalne podatke o Pickaxe Mountainu, kot smo govorili, predal obveščevalne podatke o kakršnihkoli drugih iranskih premikih za poskus obnove jedrskega programa. In zelo verjetno je, da obstajajo še druge strogo zaupne informacije, ki jih preprosto ni mogoče posredovati po elektronskih poteh. In to smo že nekajkrat videli, ko predsednik vlade odide tja in je objavljeno, o čem naj bi se govorilo na sestankih. Potem pa je še to, o čemer se dejansko pogovarjajo na sestankih. In včasih se ti dve stvari prekrivata. In včasih so tam stvari, v katerih se preprosto ne govori z novinarji. Verjamem, da imata predsednik vlade in predsednik veliko za razpravljati. In seveda bo prva točka na dnevnem redu vprašanje, ali bo prišlo do ponovne popolne vojne, ki vključuje Izrael, Združene države Amerike in seveda Iran. Ostanite z nami.
Seveda na INS.org za srečanje Netanjahuja in Trumpa. Preveriti bomo morali te statistike, vendar vas bo INS o vsem obveščal. To je vse, kar imamo za ta teden v oddaji Jerusalem Minute. On je Alex Trejman, direktor JNS. Jaz sem Jož Šastin, dopisnik za JNS. Ne pozabite nam eniti super thanks, se naročiti in obiščite JNS TV za vso to neverjetno vsebino. In seveda jns.org za vse najnovejše in udarne novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj v oddaji Jeruzalemska minuta na JNS TV.